Na današnji praznik, dan spomina na mrtve, gneča na pokopališčih. Mestna občina Celje je poskrbela za obnovo Marijinega spomenika na Glavnem trgu. Lokalni rokometni derbi v Golovcu dobile Žalčanke. Košarkarice atleta v Vaba ligi jutri v Celju proti prvakinjam iz Podgorice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Na današnji dan spomina na mrtve so ljudje množično odšli na pokopališča, kjer so se s cvetjem in prižiganjem sveč spominjali umrlih svojcev, prijateljev in znancev. Tudi na Celjskem so danes potekale žalne slovesnosti in verski obredi za umrle. V okolici večjih pokopališč je danes veljal poseben prometni in parkirni režim. Naša snemalna ekipa je preverila utrip na celjskem mestnem pokopališču. Tudi današnji dan, tako kot praktično že ves vikend, je zaznamoval množični obisk celjskega mestnega pokopališča, ko so se njegovi obiskovalci v tišini svojih misli poklonili spominu na svoje preminule, prinašali cvetje na grob in prižigali svečke. Zanesljivo je prav ta praznik eden temeljnih civilizacijskih in kulturnih atributov današnje družbe, ko se z našim spoštljivim spominom na preminule zavedamo lastne minljivosti in dejstva, da je smrt sestavni del življenja. Z dvema naključnima obiskovalcema na celjskem pokopališču smo prav o tem spregovorili nekaj besed, kako doživljajo dan mrtvih in kaj jim pomeni. Ko vem, spomin mora biti pač na svoje predhodnike, starše in rodbino, in to je lepo, da se spomnimo. Meni osebno zdaj, ko imam seveda že tudi svojce na pokopališčih zelo veliko, vedno bolj mi pomeni in je to pač priložnost, da v enem dnevu morda več misli posvetim, ker se čez leto pač misli morajo porazdeliti tudi med žive. Prijetno in lepo jesensko vreme pa je ob tem prazniku še posebej prijazno za cvetje, ki ga prinašamo na grobove. Zato nas je zanimalo, kako gre prodaja cvetja v primerjavi s prejšnjimi leti. Približno je na isti ravni, ne, vreme nam tudi gre kar na roko, tako da je kar v redu. K naši kulturni tradiciji ob tem prazniku seveda sodi tudi prižiganje svečk na grobovih, ki pa v današnjem času pomenijo hudo ekološko obremenitev okolja. Po podatkih je Slovenija pri porabi nagrobnih sveč v samem vrhu v Uniji, zato pri nas že kar nekaj časa, v Celju pa prvič, poteka akcija nabave posebne zastavice namesto svečke. Izkupiček pa namenjajo v dobrodelne namene. Ja, mislim, da se je akcija že tudi v Celju lepo prijela. 7. leto poteka, v Celju pa letos prvič. Prišla pa je iz Zagorja in sicer namenjena je, torej slogan je manj svečk za manj grobov, kar pomeni, da pomagamo zdaj našim, ki so še živi, da ne bo treba prižigati svečk. Mi pa zbiramo prostovoljne prispevke za zdravstveni dom Celje, za nakup posteljice, za prevoz dojenčkov v klinični pediatrični center. Moram priznati, da so tisti, ki so že kaj slišali, ker je bilo že kar nekaj reklame, se radi zaustavijo, ostale pa poskušamo osvestiti in jim pač svetovati, da poleg svečke vzamejo tudi svečko v tej obliki. Seveda smo pa tudi naša naključna sogovornika povprašali, če sta morda prižgala kakšno svečko manj. Letos smo zreducirali na 2 od 10 na 2. Eno za moje starše, eno pa za žene starše. Ostale pa obiščemo, ker vem, da tudi oni imajo svoje sorodnike in prinesejo sveče. Malo se držimo. Res je, mi že kar nekaj časa, odkar ta akcija traja, tudi se udeležujemo te akcije, kajti vredno je resnično se obnašati tudi ekološko, namreč število svečk na grobovih ne pomeni tudi količino žalovanja in pa spominja na svojih najdražjih, zato se mi zdi, da je prav, da tudi del teh sredstev, ki jih bi res sicer namenili svečkam, podarimo za živeče in to je tudi sicer
moj način življenja in zato tudi se z veseljem udeležujem te akcije in tudi v šoli smo se pridružili tej akciji in tudi na ta način otroke ozavestili, da je vredno svečko manj pa evro darovati za dober namen. Sodi pa celjsko mestno pokopališče med sodobno opremljene, na katerem je možen tudi raztros pepela na zato posebej pripravljenem mestu. V zadnjem obdobju so tudi popolnoma obnovili in uredili vojaško pokopališče iz II. Svetovne vojne. Mestna občina Celje je tudi uredila grobnice za pokop tistih Celjanov, ki so ostali brez svojcev. Seveda pa celjsko pokopališče tudi na tem mestu izkazuje svojo zgodovino in veličino, kjer počivajo mnogi njegovi meščani, ki so svojim delom še posebej zaznamovali Celje in njegovo preteklost. Mestna občina Celje je poskrbela za obnovo Marijinega spomenika na glavnem trgu v Celju, ki so ga neznani vandali v noči na 15. junij letos popisali z grafiti. Sanacija je trajala 3 mesece in je bila dokaj zahtevna, saj lahko tovrstna strokovna dela opravljajo samo konzervatoriji s posebnimi referencami, ki jih potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Na oskrunjenem Marijinem spomeniku so na marmorni plošči, ki je bila najbolj popisana z grafiti, odstranili barvni sprej, na novo vklesali vse črke v gotici ter jih nato pozlatili. Sočasno z obnovo so poskrbeli tudi za antigrafitno zaščito fasadnega dela spomenika. Glede na to, da vandali na podobnih objektih povzročajo veliko škode, na mestni občini Celje resno razmišljajo, da bi v bližino kulturnih spomenikov namestili varnostne kamere. Lokalni derbi 6. kroga ženskega rokometnega državnega prvenstva med celjskimi Mesninami in Žalcem so v dvorani Golovec 29-24 dobile Žalčanke. Za njihovo zmago je najbolj zaslužna razpoložena vratarka Edita Amon. Gostiteljice so na tej tekmi zgrešile kar 8 sedemmetrovk. V Golovcu je kakšnih 200 ljubiteljev rokometa v prvih 10 minut spremljalo izenačeno predstavo, obe ekipi pa sta dosegli po 4 zadetke. O prvi izključitvi na žalski strani so Celjanke pobegnile na 7-4. Domači nalet je z minuto odmora ustavil gostujoči trener Jernej Gologranc. V 5 minutah so njegove varovanke, med katerimi ni bilo najboljše strelke Jasne Turnšek, znova izenačile. Zadnjih 10 minut sta bili ženstvi povsem z ramo ob rami, po pol ure pa je bilo na semaforju 14-14. Videti je bilo, da se bo mrtvi tek nadaljeval še nekaj časa, saj je bil v 36 minuti izid še 10. izenačen in sicer na 16. Ko so Celjanke v 37 minuti zapravile že 5. sedemmetrovko, so Žalčanke napravile serijo 5 zadetkov. Tokrat domača minuta odmora ni pomagala, saj Mesninarke niso zadele 7 metrov, če pa so že slučajno ugnale Edito Amon, pa je njihov strel ustavila vratnica. Žarek upanja je za domače posijal 10 minut pred koncem, ko so znižale na 20-23, a kaj, ko so znova zgrešile 7 metrovko. V končnici so razigrane gostje največ povedle 7 zadetki prednosti, povsem ob koncu pa so Celjanke uspele ublažiti poraz na 24-29. Za domačo ekipo še vedno ni nastopila Alja Janković, po 5 zadetkov pa sta vpisali Sanja Vrček in Nikita Privšek. Pri gostjah je 7 zadetki prednjačila Neža Avbelj, po pol ducata pa sta jih prispevali Katja Čerenjak in letošnja ukrepitev Natalija Kundija. Siceršnja prva celjska strelka Pia Hren tokrat sploh ni zatresla nasprotne mreže. Celjanke so na tekmi skupaj izvedle kar 11 sedemmetrovk, a le 3-krat ugnale Amonovo. Ta se je ob klubskih kolegicah Katji Čerenjak in Jasni Turnšek znašla na širšem reprezentančnem spisku. Prvo bi čestito Žalčankam, danes so odigrali res dobro tekmo, vidi se, da so si želele. Tisti brez prve igralke je tak, moram reči, da to je bila samo dodatna motivacija za ostale, to so si same želele, one so jo izločile iz svoje ekipe. Vidite, da je ekipa Žalca kvalitetna, letos se res kar ukrepila. Ampak jaz še vedno rečem, mi smo danes res ogromno 100% strelov zapravili, mislim, da celo 8-7 metrov, kar pa če 8-7 metrov zapraviš, je pa tekmo težko zmagati. Glede same taktike bi povedal, da smo se dobro pripravljali za celjske Mesnine. Vedeli smo, da imajo v bistvu eno zelo dobro nevarnosti od daljine.
To je levi bek in tu smo se taktično pripravljali, ker smo vedeli še, da bo odsotnost Jankovića in veliko pomenila. V 7. kolu, ki je na sporedu v soboto 5. novembra, Žalčanke gostijo Mariborčanke, ki imajo le eno zmago, Celjanke pa bodo igrale pri novomeški Krki, ki ima prav tako kot one 2 zmagi. Košarkarice celjskega Atleta bodo v 5. krogu Vaba lige jutri ob 18. uri v dvorani Gimnazije Celje Center gostile aktualne prvakinje tega tekmovanja, Budućnost B-Max iz Podgorice. Črnogorske prvakinje so v dosedanjem delu tekmovanja na 3 tekmah prav tolikokrat zmagale, Celjanke pa so v uvodnih 3 krogih dosegle 2 zmagi in doživele 1 poraz. Gre za izjemen skupek na tem prostoru igralk, ki so izjemno kvalitetne, ambiciozne. To so vse reprezentantke, bodisi Srbije, bodisi Črne Gore, Bosne in Hercegovine. Na poziciji 1 eno najboljših mladih črnogorskih igralk Mujović, pa potem Kaporjeva, ki je bosanska reprezentantka, Topuzović, ki je srpska reprezentantka, ki je osvojila naslov evropskih prvakinj, Matović, ki je nekako že legenda v Črni Gori, tako da jim pod košem še par kvalitetnih igralk. Tudi rezultat včerajšnji, kjer so z lahkoto premagali bolgarsko ekipo Montane z visoko razliko, govori o tem, da kakšne ambicije imajo oni letos, vendar mi se res v tem trenutku ne obremenjujemo. Mi bomo naredili vse, da se dobro pripravimo na tekmo in če lahko rečem, da gledamo samo sebe, se nisem ni zlagal. Jutri bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem tudi megleno. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija. V noči na četrtek se bodo občasne padavine pojavljale predvsem v južni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo spustila na okoli 1000 metrov nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V četrtek bo sprva oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne ponehale. Sredi dneva se bo pričelo jasniti. Hladneje bo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V petek kaže na večinoma sončno vreme z dopoldansko meglo. Več oblačnosti bo v osrednji Sloveniji. 1. november je skoraj že za nami pa so zagotovo tudi današnji dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi in ne zamudite naše oddaje tudi jutri zvečer ob 18:30. Nasvidenje.